Smo skupina Prizma, poslušate Radioaktivno. Pesem sem pisal včeraj zvečer, zate sem misli iskal, v sebi v dve besedi dam, pa nisem tako hotel. Nisem napisal tisto, kar veš, in da se zate bojim. Majhni sta besedi dve, za toliko lepih stvari. Pa ti bom pisal o drugih stvareh, morda tujih navadah, o drugih ljudeh, zlagal besede, da druge prevaram, nikar ne verjemi še ti. Zate bom druge dobil. Pesem sem pisal včeraj zvečer, zate sem misli lovil. Eno bi prav gotovo ujel, če ne bi ob tebi zaspal. O drugih stvareh, morda tujih navadah, o drugih ljudeh, zlagal besede, da druge prevaram, nikar ne verjemi še ti. Zate bom druge dobil. Pesem za druge skupine Prizma. Prejšnji teden ste z albuma največjih uspešnic slišali že 11 skladb, danes še nekaj z tega albuma, ter seveda tudi dve nove, ki jih lahko redno poslušate v programu Radia Prlek. Franci, član skupine Prizma, ostaja z mano. Franci, še enkrat lep pozdrav. Lep pozdrav tebi in poslušalkam in poslušalcem. Prejšnji teden smo že nekaj povedala o skupini, o glasbenih scene. Bili ste tudi udeleženci festivalov. Kaj vam je takrat festival pomenil? Ne samo nam, ampak takrat ni bilo interneta, ni bilo YouTubea, ni bilo vsega tega, kjer se lahko predstavi pač nova skladba. Takrat je pač za udeležbo na festivalu, pa še če si imel kakor toliko dobro skladbo, si praktično prišel do posnetka, prišel si vnaprej do promocije, ne, ker vedno pač so revije, pa časopisi objavljali pač festival, kdo je udeležen. Potem je bil pač prenos po televiziji, tudi na nosilcih zvoka smo končali, kakšna single plošča je bila recimo. In ne nazadnje je tudi Radio Slovenija, pač je absolutno precej vrtel te skladbe, ker je pač to bilo, če govorijo za slovensko popevko ali pa tudi za melodije Morja in sonca, recimo, so bili to njihovi festivali, ne. Tako da si ubil več mahov na eno muho dejansko. Pričeli ste na slovenski popevki? Ja, leta 1978 s pogumom, potem smo nadaljevali na slovenski popevki, smo še bili, 3krat zagotovo, s tem, da so kasneje bili dnevi slovenske pač zabavne glasbe. Na melodijah Morja in sonca smo letos bili 6. Zato smo tudi dobili posebno nagrado za legende festivala. Enkrat smo nastopili tudi na Veseli jeseni,
2-krat v Zagrebu, 2-krat v Opatiji in mislim, da je to. Pa tudi nekaj nagrad ste v teh letih pobrali. Ja, na srečo kar precej. To je ta prva na Slovenski popevki za debitanta, druga nagrada leta 1972 Melodije Morja in sonca, 2-krat smo zmagali Melodije Morja in sonca, leta 82 pa 83. Ne nazadnje pa Drago Mislej dobu na Melodijah Morja in sonca in mislim, da kar 4 ali 5 nagrad za tekst. Nekoč je bil festival dobra promocija glasbenikov, prodor na sceno. Franci, kaj pa danes, ko je svet interneta? Pač danes je drugače. Mi nismo zdaj vrsto let bili seveda na nobenem festivalu. Mislim, da smo bili na zadnjem leta 84, prej, govorim v prejšnjem obdobju. Moram reči, da je bilo takrat tudi organizirano zelo lepo druženje, kakšen piknik zvečer, lahko tudi, da je bilo pač več denarja, da je bilo lažje, kar se tega tiče. No, letos pač smo se udeležili pač Melodij Morja in sonca. Mislim, da je Regina potem rekla, a sem zasledil en komentar ali pa ga je ustno izrekla, da vprašanje, če bo še prišla, da v bistvu je veliko en cel teden skoraj raznih dogodkov, pa en nastop, pa vaja, pa generalka, pa ne vem kaj, je rekla zato, da se potem tam 3 minute pojavim po televiziji. Ne? Ampak dobro, mi pač to nismo tako vzeli, morda tudi, ker je lažje, ker smo relativno blizu. Ne? Če pa mora nekdo priti iz Prekmurja, morda pa bi tukaj 5-6 dni, mogoče ima pa drugi občutek. Je pa morda fajn to, zvok, festivalski band je odličen, recimo, je v živo, ker vrsto let nazaj velikokrat tudi ni bilo v živo ali pa se je v živo samo pelo. Tako da so tudi pač pozitivne zadeve, absolutno. Tako da mislim, da so nekatere stvari takrat bile boljše, nekatere so pa tudi danes zelo v redu, ki morda takrat niso bile. No. Tako. Franci, je nagrada MMS Legenda obveza za novo avtorsko ustvarjanje? Ne, nismo tako vzeli, dejansko nismo v tem smislu, ampak duh je išel iz steklenice, ko smo posneli ti 2 skladbi. Nič mi ni in pa vse to je res. Nekako po 40 letih smo videli, da lahko. Mi imamo še srečo to, da ima kitarist studio doma. To pomeni, da si lahko urnik sami krojimo. In nekako, ne vem pač, kot neka ponovno obojena ljubezen, no nekako, ker ustvarjati lastno glasbo, to so kot vse naše skladbe so na en način naši otroci, da rečem, na ta način. In ustvarjanje novih skladb je v bistvu zelo zanimiv proces, sploh če potem v bistvu so še uspešne. Mi danes seveda ne bi mogli nastopati, če ne bi imeli pač nekje v glavah določenih ljudi zapisane te skladbe na pozitiven način. In to je interesantna zadeva, da je neko tvoje delo pač nekje všečno ljudem, da pusti sled, recimo. Mi lahko rečemo zdaj, da pač smo pustili neko sled. Vem, da nas mnogi mladi sploh ne poznajo kot skupino Prizma, poznajo pa morda določene skladbe, recimo. In zdaj, če je ta duh ušel iz steklenice, jaz mislim, da bomo že kar naslednje leto najverjetneje ali pa sigurno posneli še nekaj skladb. Bomo pa 2 sedaj slišali z vaše zgodovine. Moj oče je filmski superstar ter Jutri moži se moje dekle. Ja, prva je slovenska popevka, druga je pa edinkrat, ko smo nastopili na festivalu pač Narečnih popevk. Edino moram reči, da je ta tekst tako malo posiljeno, narečje dodano, no, tako da, ampak smo rekli, zakaj pa ne bi šli enkrat tudi v Maribor na festival. Oče moj je igral v filmu, povsem slučajno kot statist. V neki čudni, mračni zgodbi bil je ljubimec in svodnik. Honorar je bil primeren, hrana, pijača in hotel. Režiserju za žepnino mešal je whisky, vodo, led in martini. Oče moj je pustil službo, hoče biti spet bojen. Po kavarnah skrbno poseda, filmske revije bere vse. Režiserjem redno piše, pravi, da vlogo išče spet.
znance stare ne pozdravlja, sam je svoj lastni novi svet. Svet ekrana, smeh sosedov sliši, mu zavistni niso manj. Dokler oče sanja, dokler se išče, ni še star. On je moj najljubši stari ostanek, se preva. Oče moj je filmski superstar. Očka moj je igral v filmu, povsem slučajno kot statist. V neki čudni, mračni zgodbi bil je ljubimec in zvodnik. Zdaj še pije sok spominov, pravi, da vlogo išče spet. Blišč ekrana še ga spremlja, pije le whisky, vodo, led in martini. Smeh sosedov sliši, mu zavistni niso manj. Dokler oče sanja, dokler se išče, ni še star. On je moj najljubši stari ostanek, se preva. Oče moj je filmski superstar. Smeh sosedov sliši, mu zavistni niso manj. Dokler oče sanja, dokler se išče, ni še star. On je moj najljubši stari ostanek, se preva. Oče moj je filmski superstar. On je moj najljubši stari ostanek, se preva. Oče moj je filmski superstar. Jutre moži se moje deklje, kdo to pripravlja je, sem slogu vredala je, svate zbrala je. Jutre moži se moje deklje, ta stari se jočejo, bratje repo pivajo, sestre pejšivajo. Jutre moži se moje deklje, ojoj, sam zdaj ne vem kako. Srce sprejelo bo, mrtve bo žalostno. Za jutre moži se moje deklje z menoj. Jutre moži se moje deklje, ki tista leta so, ki upil si ostali so. Kdo vej, kaj z mano bo. Jutre moži se moje deklje, vodca me jih razigran, pa bo v hram izbran. Tu bo veselja dan. Jutre moži se moje deklje, ojoj, sam zdaj ne vem kako. Srce sprejelo bo, mrtve bo žalostno. Za jutre moži se moje deklje z menoj. Jutre moži se moje deklje, ojoj, sam zdaj ne vem kako. Srce sprejelo bo, mrtve bo radostno. Za jutre moži se moje deklje z menoj. Za jutre moži
klje z menoj. Jutri muži se moje dekle z festivala Vesela jesen, ki ga danes ni več. Ne vem, kdaj ga ni več, no takrat moram reči, da je bil kar popularen, pa tudi mislim, da je bilo kar nekaj skladb, ki so ostale, ne? Oziroma so ostale takrat in še do danes. Prav zanimivo je bilo, kdaj pa kdaj slišati glasbenike, ki prihajajo z drugega okolja, pa so peli popolnoma drugo narečje. Narečja so bogatstvo Slovenije, zato vedno se mi je zdel ta festival, da ima rep in glavo, neke narečja so dejansko obogatitev Slovenije in imamo vrsto narečij, ki so zelo, zelo različna. In dvomim, da je veliko lokacij na svetu, da je na tako majhnem prostoru toliko različnih narečij. Drugače, vi ves čas ustvarjate v slovenskem jeziku. Ja, absolutno, razen tisto Junak zadnje strane, album iz leta 82, ko smo posneli za PGP Beograd in pač je bil pogoj, da je pač tekst v srbo-hrvaščini. Tekstopisec je vedno imel ali besedila prispeval tudi kdo drug? Kar se Prizme tiče, je on, kot sem prej rekel, če sem prav naštel, je on prispeval 36 tekstov, mislim, da 3 je prispeval Daniel Levski, 3 ali 4, enega pa Tomaž Domicel. Tako da on je praktično, da rečemo, absolutno večinski in tudi praktično vsi večji hiti so pač izpod njegovega peresa oziroma njegovi teksti. Nekoč se je na besedilo veliko dalo, danes je temu velikokrat pravo nasprotje. Mislim, da je za to kriva tudi hiperprodukcija, ker je pač, da rečemo, vsak ima 3 minute karikirano, pa ima aparat v studio, lahko posname in potem pač se to posname karkoli že. Imam vtis, da se tudi mi na začetku noben, dokler nisi formiran, pa nimaš nekih izkušenj, mogoče se niti ne zavedaš, koliko je tekst pomemben. Ne? Morda pač mlajši temu ne posvečajo pozornost, mogoče bolj instrumentom, pa ne vem, znanju kitare, karkoli. Tako da bi rekel, da je to vsaj to, kar vidim na te manjše kanale ali pač po televiziji, tu pa tam, ko obračam, bi rekel, da so marsikdaj teksti šibka točka, dejansko. Mora pa besedilo nekaj sporočiti, vse v preteklosti je veliko sporočalo. Tako naj bi bilo, žal je tako, ne, ali pa morda dobro za nekoga, da skladbi, lahko je še tako dobro instrumentalna, ne, pa posneta fajn, če je banalen tekst, pač zniža skupen nivo skladbi. Ne. Tekst je vseeno zelo pomemben, Tle pač smo mi imeli športno srečo z Dragom Mislejem in ker vidim, mi imamo enkrat primerov, ko ljudje na naših nastopih pač ne pojejo samo refrene, ampak pojejo tudi nekatere cele skladbe. Recimo zanimivo skladba Dobrodošli je še kar dolg tekst, pa ni tako enostaven, pa marsikje, ko igramo po Sloveniji, jo kar zraven pojejo. Tako da verjetno to pomeni, da imajo teksti rep in glavo. Ne nazadnje tudi Dobrodošli ena vaših večjih uspešnic. Ja, tudi pač je zmaga na Melodijah morja in sonca, to je en tak primer malo bolj rockerskega komada in je dejansko pač funkcionira tudi na živo super. Dobrodošli bo tudi naslednja, ki jo bova zavrtela, poleg tega pa še potem skladba Sama sva. Sama sva je, mislim, da smo posneli leta 1983 proti koncu vsekakor. To je tako mal poskus, jaz sem pač bil najstnik v 60 letih in to nekako sem hotel narediti v eni skladbi nek poklon 60 letom. Zveni tako mal večglasno petje, podobno kot so bile takrat te angleške beat skupine, recimo. Zato je mogoče mal drugačno od drugih, ampak je v tej smeri mišljeno. Napis na vrati se vsakemu nasmeje, pod stražarjem se prešteje. Ribiče, zidarje, miličnike, mesarje, ljubimcev vseh vogalov, jutranje mornarje. Od 8 zjutraj po občinskem odloku ponuja zadovoljstvo kot igrače v kroku. Pravila so že stara in vsak že ve, vseh stvari na svetu prepovedano je. Le pljuvanje na tla, pisanje po zidu, petje v zboru, karte in mora. Pljuvanje na tla, pisanje po zidu, petje v zboru, karte in mora. Za vsak kozarec računam
Smo skupina Prizma, poslušate Radioaktivno. Sama sva skupine Prizma z albuma Nevečjih uspešnic, ki je šel leta 1996. Franci je z mano v programu Radia Prlek. Franci, kako poteka tvoj kreativni proces, ko ustvarjaš glasbo? Ni pravila, ker zdaj pač se ne ukvarjam dosti s tem, razen to, da sem vzel nekaj starih tekstov, ki jih imam, ki so dobri, pa jih takrat nisem potem uporabil ali 25-30 let nazaj. Drugače je tako pač, človek malo igra, verjetno klavituristi podobno. Pol nekaj zaigraš, se ti zdi morda, da še noben ni posnel tega, da rečem. In potem malo nadaljuješ, ne, in potem včasih rata prej, včasih kasneje. Najlepše in najraje bi vedno delal na tekst, da je dober tekst že, in potem te morda tudi tekst v kakšno smer povleče, recimo. Ampak žal je tako, da je bilo redko, sem dobil recimo najprej dober tekst, recimo, no. To je bilo pri Mefu do zdaj 2-krat, pa še enkrat ali 2-krat, tako da veliko večino pač sem moral najprej glasbo narediti. Zelo dobrodošlo je, če je najprej tekst, ampak žal se to redko zgodi, no. Tako.
Nekoč je bilo obvezno delanje v studiu, danes vemo, da glasbeniki veliko ustvarjajo kar v dnevni sobe, pri tem je verjetno velika razlika. Ja, kot prvo, če delaš v studiu, govorim 45 let nazaj, so bila snemanja kar draga in je bilo treba tudi zelo ekonomično se obnašati s časom, ki si ga porabil v studiu. Danes je to verjetno lažje, če je to pol privatno, pa tudi en občutek je, takrat smo na živo igrali več, recimo danes je lahko ti cel longplay posnameš praktično, pa ni skoraj nič na živo, razen petja recimo. Tako da se mi zdi, da je v studiu je bolj avtentičen, pa bolj ta živi pristop, če pravi studio, pa več glasbenikov noter. Tako. Pa mogoče se skupaj spravi več različnih idej, pa mnen. Tudi to recimo, tudi to, pa če govorimo o skupini, mi pač Prizma so skupina, gre za skupinski duh, in morda lahko nekdo nekaj opazi, nekdo nekaj drugega, ali pa ima nekdo neko idejo za drobno spremembo, tako da v smislu timskega dela je mogoče tudi pač uspešnost večja na ta način. Dolg čas in Tamoška bosta naslednji dve? Dolg čas je primer spet tako malo bolj, ne bo neko odštekanje, ampak malo bolj rockerske skladbe. Interesantno, da poje Danilo Kocijančič, ne poje naš sicer pevc Ladi Mljač. To je tam proti koncu, smo rekli, zakaj pa ne bi naredili en mal tako čist rock komad. Naj povem tudi, da pač gor igra kitaro Zdenko Cotič, zato je tudi posnetek zveni pač relativno v redu za tisti čas. Smo skupina Prizma, poslušate Radioaktivno. Na vratih listek danes meni, sem na vogalu hotela Beli. Vse, kar ponujam, s sabo imam, vse, kar pokažem, vse vam prodam.
če ste same, ko juli hlapi. Ko gre jesen in mladost vam beži. Zadnja postaja, čakam vas tam, zadnja rešitev, ves se predam. Sem resna firma, pridem sam, diskretno jamčim nov program. S prospekti v žepu pridem, na ogled se dam. Nocoj imam za vas popust, lahko vam popestrim dopust. Imeli boste lepo zgodbo, ki vam pride prav za dolge noči, ko nikogar več ni. Pokaži Frida te rdeče oči, s pogledom nemškim na svet in ljudi. Vse, kar bi rada, zate imam, vse tvoje sanje s sabo imam. Sem resna firma, pridem sam, diskretno jamčim nov program. S prospekti v žepu pridem, na ogled se dam. Nocoj imam za vas popust, lahko vam popestrim dopust. Imeli boste lepo zgodbo, ki vam pride prav za dolge noči, ko nikogar več ni. Jamčim nov program, s prospekti v žepu pridem, na ogled se dam. Nocoj imam za vas popust, lahko vam popestrim dopust. Imeli boste lepo zgodbo, ki vam pride prav za dolge noči, ko nikogar več ni. Za dolge noči, ko nikogar več ni. Ta moška skupine Prizma. Franci, omenjal si že odre, danes nastopate kot skupina petčlanska, pa tudi v manjši postavi. V glavnem letos za vse te večje koncerte, ki smo jih imeli od zunaj, da ne naštevam od Žalca, ne vem, Bovc, Divača, kot sem že rekel, Koper, Portorož, Izola, smo nastopali v Kintetu, drugač pa smo mi nastopali od leta 2011 pa do spomladi letos kot akustičen trio. In še vedno gremo kot akustičen trio na kakšno, mi gremo tudi na kakšno privat zadevo, kakšno 60-letnico ali karkoli. Ali pa recimo, interesantno, zdaj v soboto imamo skupen nastop z godbo Napihala žiri, recimo. Nastopamo tudi mi samo kot trio, seveda s to godbo Napihala. V nedeljo smo tako nastopili v Sežani s Kraškim pihalnim orkestrom. Spet nastopamo trije in pač izvajamo te večje hite, Pogum, Dobrodošli, so pač aranžmaji prilagojeno. Tako da še vedno tudi trije nastopamo, ampak naše skladbe, ki so bile posnete v električni varianti, na večjih odrih najlažje predstavimo v petčlanski zasedbi. No, in naslednje leto nas čaka še precej teh nastopov, tako da mislim, da bomo predvsem v petčlanski zasedbi nadaljevali. Na spletu sem našel podatek, da ste do leta 1987 nastopili več kot 1400 krat. Ja, to je zagotovo res, ker da rečem v tistih obdobjih od 77 do 84 smo imeli mi tam enih 115-120 nastopov na leto. Moram povedati, da mi nikoli nismo bili profesionalci, mi smo vsi še delali zraven, zato nismo igrali poleti vsak dan, recimo pa te variante. S tem, da in še na koncu, zadnje leto smo imeli pa med 70 do 80 nastopov, nismo imeli več 110, 115, 120. Moram pa reči, da tudi od leta 2010, kar smo nastopili pač v Hali Tivoli,
pač v organizaciji Dragana Buliča, da smo tudi od takrat nanizali, jaz bi težko rekel, ker je bil COVID vmes, ampak 350 do 400 nastopov. Zanesljivo se nisem veliko zmotil, tako da tudi to obdobje je pač daleč od tega, ker je tudi scena čisto drugačna. Takrat smo igrali na plesih in tle je bilo plesišč nekaj 10, da rečem, če računamo od obale do ne vem, Goriške pa Brda pa ne vem kaj. In to je pač stalno se igralo, danes je pa praviloma, sploh niso plesi, ne, mi v glavnem igramo na določenih dogodkih oziroma na čist avtorskih koncertih, kjer pridejo ljudje, točno vejo, da bo igrala Prizma in tudi pričakujejo samo avtorsko glasbo in v glavnem sedijo ali pa stojijo in ni pa to plesno, tako. Pomeni, danes ste že okoli številke 2000. Približujemo vse, zdaj smo najverjetneje 1750, tam nekje 1700, ne vem, težko bi rekel točno. Zadnji dve z albuma največjih uspešnic bosta Elektrošok in Oprosti Anja. Elektrošok je dobil drugo nagrado občinstva leta 1983 na Slovenski popevki oziroma Dnevi slovenske zabavne glasbe, to je bilo v Križankah takrat. Naj povem, ker sem ravno včeraj ga srečal v Ljubljani, to je Miha Kralj, znani, da rečem, slovenski Jean-Michel Jarre ali jugoslovanski bivši, pač on obvlada sintesajzerje. No, tako da je on ene par sintesajzerskih efektov prispel v tej skladbi. Tako, Oprosti Anja, to je pa skladba, avtor je Dušan Šandrič, on je leta 1984 pač nadomestil Danila Kosjančiča v skupini. To skladbo je on že prej poslal na Melodije More in sonca, no in pač smo potem pač prilagodili, tako da poje polovico on, polovico Ladi in je verjetno pač ne zveni tako prizmovsko, značilno, ampak moram reči, že ne glede na to je bila kot balada kar dobremu delu poslušalstva kar všeč. Nocoj si ti na vrsti, tako se pa zgodi, na žepnem koledarju piše ti. Ob 8 za spremembo, v gostilni spijem sok, pripravljen sem za nov elektrošok. Potem si vse pripravim, obrambo in napad, spopad bo brez oddiha, boš junak. A v sobi luč ne sveti in ti si žrtev rok, v možganih slišiš krik elektrošok. Verjemi to, ki ti med prsti, ogenj plane v prsi, minusem postaja plus. Za hip srce obstane, moč mi zapozame, komaj še živim. In kar ne vztrajaj nocoj, predaj se, bodi z menoj. V tej vojni zmagajo vsi, zato predaj se in zmagaj še ti. In vedno ista zgodba, obramba in napad, ko nimaš več rešitve, si junak. V naročju njene sobe postaja žrtev rok, v možganih slišiš krik elektrošok. Verjemi to, ki ti med prsti, ogenj plane v prsi, minusem postaja plus. Za hip srce obstane, moč mi zapozame, komaj še živim. In kar ne vztrajaj nocoj, predaj se, bodi z menoj. V tej vojni zmagajo vsi, zato predaj se in zmagaj.
Smo skupina Prizma, poslušate Radioaktivno. Nekdo je kradel sanje in zakril svoj lep obraz v sobjokanjem bled. Biti ob tebi sem se stalno bal, nemir v čarobnem poletju, združil je pogum in strah v igri pravih besed. Žalost me mori, saj ni skrivnost, da bom pustil tvoj omamljen svet. Oprosti, Anja, oprosti, Anja, oprosti, ker grem daleč proč. Oprosti, Anja, oprosti, Anja, moral bom zbrati od njej moči. Ko boš sanja, kraljica mojih dni. Vsako stvar je mogoče nadomestiti v pravem času. Čudna bo ta dolga pesem z neko senco. Kar tvoj svet od tebe hoče, ko sanjaš z iluzijo, je nek čas, ki govori, da nič ti noče. Opisujeva v razmišljanjih v tem trenutku edino možno pot. Oprosti, Anja, oprosti, Anja, oprosti, ker grem daleč proč. Oprosti, Anja, oprosti, Anja, moral bom zbrati od njej moči. Ko boš sanja, kraljica mojih dni. Čutiš, če vse blodnje kaj bi dal, da bi s tabo vprašanja pregnal. Odkar neznana stran, ni pot za nazaj, je daleč vse tisto, kar verjameš. Oprosti, Anja, oprosti, Anja, oprosti, ker grem daleč proč. Oprosti, Anja, oprosti, Anja, moral bom zbrati od njej moči. Ko boš sanja, kraljica mojih dni. Ko boš sanja, kraljica mojih dni. Oprosti, Anja, skupine Prizma, še zadnja z albuma največjih uspešnic z leta 1996 je ta zgoščenka. Franci, kako ti gledaš na slovensko glasbeno sceno danes? Veliko je dobrega, da pač bistveno boljše pač mnogi igrajo in so boljši izvajalci kot, ne vem, 40 let nazaj. Tle je plejada dobrih glasbenikov, meni recimo osebno mi je zelo všeč skupina Dan D, recimo. Pa še bi se jih našlo. Imamo en kup odličnih pevk, od Nuše Derende do mlajših, recimo, da ne govorim Tinkara Kovač, cela plejada ženskih odličnih vokalov. In bi rekel, no, da je tudi veliko dobrega, govorim iz te prve lige. Je pa, to, kar smo že prej pač omenili, je pa en kup hiperprodukcije, da rečem, manj znanih izvajalcev ali pa oni, ki se tako na hitro pojavijo, pa mogoče nekaj posnamejo. Tisto je pa bolj, ne vem, da rečem, ni ravno najbolj kvalitetno najde. Nekateri res zgradijo samo na singlih in so muhe enodnevnice. Tudi tega je kar nekaj, imam vtis oziroma
marsikdo mi reče, jaz tudi verjamem, da je mladi skupini dan zelo težko priti do nastopa tudi. Če govorimo, da je na odru 10 generacij, jaz bi rekel, da ponudba glasbenikov, tam je na palc, bo rekel, 7 do 8 krat presega povpraševanje. Zanesljivo in mnoge skupine težko pridejo sploh, da se zvalijo iz jajca, da rečem, da dobijo prve nastope, da nekaj, ker brez v garaži ti lahko vadiš, ampak dokončno se formiraš na živih nastopih. In zdaj, če teh živih nastopov pač ni, ne, je to, ali pa če jih je zelo malo, ne, je to nerodno. Ne. Tako da jaz verjamem, da je danes bistveno lažje nabaviti instrumente, kot je bilo v naših časih, pa bistveno cenejši so. Je pa bistveno teže dobiti nastope in tudi spodobno zaslužiti. Pač, če nisi, ne vem, Joker Out ali pa Čuki ali pa ne vem kaj recimo. Mislim, da je velika razlika. Imamo neko ožjo prvo ligo, ki veliko igra in lahko pač kar dobro zasluži in tam sredine skoraj ni, potem je pa od spodaj pač, vem, da grejo mnoge skupine, recimo 4-5 članske igrati tudi samo za par 100 evrov, zato da sploh grejo igrati. Ne. Ste nekoč veliko švercali inštrumente iz Italije? Švercali so kakšne manjše, ne, recimo, ampak recimo kakšne večje klaviature ali pa Hammond orgle, pač, ki si jih moral s kombijem pripeljati, ne, se žal ni dalo švercati, ker pač so bile prevelike. Naj povem kot interesantno, ti si rekel iz Italije. Res, da sem jaz imel prve orde iz Italije, ampak leta 1972 sem šel s kombijem, še s par prijatelji, sem šel v London po Hammond orgle, ki so bile takrat skoraj pol cenejše kot v Italiji, kljub temu, da pač je bil prevoz do Londona kombi in moram še to reči, da karkoli bi si kupil v življenju ali ne vem kaj, mi ne bo toliko pomenilo kot te orgle takrat. Drugače pa več informacij o vas na Facebooku, kjer tudi lahko poslušalci spremljajo, kje in kdaj ste v živo. Ja, Matjaž Švagel, on je pač mlajši, pač mal, on ima pač to nekako vodi na Facebooku, tudi skladbe, nove skladbe, da on redno na Facebook, pa tudi javlja, kje igramo, ponavadi tudi kakšno fotko naredimo in tudi on objavlja pač v glavnem te podatke. Jaz to ne sledim, pač nekako je prepuščeno njemu, ker je bolj otrok računalnika kot Svaladi pa jaz. Franci, spremljaš kaj umetno inteligenco? Zaenkrat ne, jo pa mlajši sin kar uporablja. Pa mogoče veš, katere skladbe je ona izpostavila kot vaše najpopularnejše? Na moje vprašanje, katere so najpopularnejše skladbe skupine Prizma, kaj misliš, kaj je odgovorila? Koliko jih lahko rečem? 3? 5 jih je odgovorila, oziroma podala. 5. Jaz bi rekel Pogum, Dobrodošli, Senca, verjetno Ta moška in morda Tujca. Naslednji je odgovorila, mogoče katera ni vaša. Pogum, Tako je prav, vem, da danes bo srečen dan, Senca pa ljubezen je kot sonce. No, 2 sta naši, ostali pa ne. Tako da vidiš, kako razmišlja. Ja, dobro. Se vidi, da je umetna inteligenca. Greva pa sedaj k prvi skladbi ta zadnjega obdobja in sicer bo to Nič mi ni, s katero ste ponovno se podali v ta ustvarjalni ciklus. Ja, to smo letos mladi. Jaz sem ta tekst najmanj 25 let imel. Leta 2002 sva z enim Miranom Fakinom, glasbenik, ki ga poznajo, sva izdala en album kot duo pop art. In že takrat pač sem imel ta tekst, mi ga je dal Mislej ob neki priliki, tega pa še enega, tam nekje konc 90 let mi je dal. Ampak ta Miran je takrat imel 35 let in tekst je, ja že dolgo živim in tako dalje. V glavnem je tako, da ne izpade kredibilno, če to postane mlad človek. No, jaz sem zdaj pač, ko smo nekako se odločili, smo mladi, da bi nekaj posneli, sem ta tekst pač povlekel iz predala, da rečem. Edino, kar jaz sem refren nekako spremenil, moram reči, da je pač skladba kar komplicirana, je skupaj v 3 različnih intonacijah, 3 modulacije, pač se zgodijo in je mogoče malo bolj zahtevna, ampak moram reči, da tudi po odzivu in ne vem, glasbenih kolegov in mnogi in tudi ko na živo igramo, moram reči, da so ljudje kar malo, da ne rečem zdaj, da ne pretiravam, no, ampak pozitivno začudani, recimo, ker ne vejo, kaj bi pričakovali. Zdaj je tako, mi od zadnjega našega snemanja minilo 40 let. Jaz sem ogromno preposlušal vmes in mislim, da
čisto tako enostavnih skladb, pa teh pop skladb tako ne bomo snemali, bojo v glavnem bolj komplicirane. Verjetno se bo našla tudi kakšna malo bolj lahkotna, čisto da zadržimo neko rdečo nit, pa mogoče tudi za del publike, ali pa morda, da bo tudi malo bolj plesna kakšna, bolj lahkotna, hitra recimo, ampak če bomo posneli, bo zagotovo še kakšna tako malo bolj komplicirana, rečem. No. Pa še neki, Ladi Mlač pač ima zdaj svoje leta, kilometrino in mislim, da mu tudi zelo ležijo tako malo te bolj zahtevne balade. No. Nič mi ni, ne se bat. Človek dosti zdrži. Nisem slep, nisem mlad. To sem vse doživel. Ja, že dolgo živim. Vajen sem teh besed. Ne norim, ne težim, to sem vse preživel. Zato ne ponavljaj stare zgodbe, konec poznam. In ni se treba zame bat, pobral se bom sam. Zato da rečeš konec, ne rabiš 100 besed. Dovolj je ena sama in včasih le pogled. Nič mi ni, ne se zame bat. Vse občutke bom skril. A sem te imel res rad, da bi zate znorel. Zame se ne bojim, zmorem več, kot se zdi. Ne norim, ne težim, to sem vse preživel. Zato ne ponavljaj stare zgodbe, konec poznam. In ni se treba zame bat, pobral se bom sam. Zato da rečeš konec, ne rabiš 100 besed. Dovolj je ena sama in včasih le pogled. Zato ne ponavljaj stare zgodbe, konec poznam. In ni se treba zame bat, pobral se bom sam. Zato da rečeš konec, ne rabiš 100 besed. Dovolj je ena sama in včasih le pogled. Nič mi ni, skupine Prizma. Franci, za konec tega pogovora, vstopili ste v novo ustvarjalno obdobje skupine Prizma. 25. maja 2024 je bil tudi koncert ob 50. obletnici, kot sva omenila. Pred intervjujem si mi dejal, da v letu 2025 bo vse skupaj izdano tudi na vinilni plošči. Res je tako, spet smo imeli malo športno srečo, da je na isti dan pač praznoval tudi Radio Koper 75-letnico. Oni so ta koncert profesionalno posneli, tudi prenašali v živo in še potem kasneje večkrat predvajali. No in so nam pač predali ta material posnet. No in en čas, poleti smo itak veliko nastopali, smo rekli, idemo malo prespat.
Potem smo razmišljali in pač je padla ideja, ali bi izdali to, kaj zdaj narediti, enojni, pač vinilno, enojno in potem, kaj pa če bi dvojno, no in mora zdaj pač, ker sem ravno bil včeraj v Ljubljani, lahko povem, da bo založba Dallas, enkrat smo mladi, izdala dvojno vinilno ploščo z tega koncerta, gor bo 22 skladb, tako da mi smo naš miks teh skladb že naredili, tako da to je zdaj že gotovo dejstvo. No. Samo pač ne vem, recimo enkrat smo mladi, ali bo to april, maj, težko rečem, ker ne poznam točne roke zdaj pri izdelavi in same vinil plošče in pa ovitka, tako da recimo enkrat smo mladi naslednje leto. Pride tudi kakšna nova skladba? Tu gor ne, ker pač to, kar je posneto, ampak kot sem rekel, imam že 2 teksta, tako da imamo že kar v grobi pripravi, ne. Najprej smo želeli ta del miks končati in predati, zagotovo sledi, ne bom rekel koliko, ampak zagotovo neki novih skladb bo Prizma še posnela. Bova pa za konec zavrtela še skladbo z melodij Morja in sonca 2024, Vse to je res. Vse to je res, to je tekst, ki ga je prispeval Svea Drago Mislej. Tekst pač opisuje da rečem, naše delovanje 40 do 50 let nazaj. To izpade, kot da je bil Drago Mislej zraven, tako da je precej duhovit, lahkoten tekst in kot absolutno primeren za melodije Morja in sonca. Tako da moram reči tudi, da vsaj srednji generaciji je bila skladba zelo všečna. Mislim, da je bil zraven, ker si predejal, da je napisal 36 tekstov za vas. Ne, on je tako ali tako vedel, kaj se dogaja, pa tudi on nastopa že dolgo, tudi zelo uspešno v živo. Ne samo še to dodam, da je avtor glasbe za skladbo Vse to je res, je pa Matjaž Švagelj, to je kitarist, ki nastopa pač v skupini Prizma že od leta 2010. Skladba za konec. Franci, hvala, da si bil gost na Radiu Prlek, oddaji Radioaktivno ter uspešno in čim bolj delovno naprej. Najlepša hvala za vabilo, še enkrat lep pozdrav in hvala za dobre želje in mislim, da karma je, duh je všel iz steklenice in kot sem prej rekel, ni lepšega, kot če imaš odličen odziv občinstva, kar na vseh teh nastopih je, tako da z radijem večkrat rečeva s pevcem, pač ko sva od začetka, da se večkrat kar malo privilegirane počutimo na teh pač res prijetnih nastopih. Vse to je res, zakaj bi vam lagal? Bil je tak čas ustvarjen za nas, zdaj se vam zdi, da si izmišljamo stvari. Ko pravim vam, kako smo po noči luknjali nebo. Vse to je res, še nam se včasih zdi, da smo živeli, kot da jutri ni. Vse je bilo samo takrat in tam in vedno skupaj, nihče ni hotel biti sam. Vozili smo skozi kraške vasi, spoznavali nove ljudi. Plakati z dreves vabili so na ples. Noč nam je dajala moč, ko nam je dan zapiral oči. Ljudje so nam rekli, nori ste, tako nihče ne živi. Menda smo igrali na glas, da ne bi kdo slučajno zaspal. Ljudje pa so rekli, tako pač ne gre, nekoč se bo še kesal. Vse to je res, zakaj bi vam lagal? Bil je ta čas ustvarjen za nas, za 3 noči, bilo je v nas moči. Kdor ne verjame ta, sploh ne ve, da živi. Kdor stalno spi, da vse zamudi, noč je najlepši dan. Če vzameš jo prav, če nisi zaspan, nisi sam. Noč nam je dajala moč, ko nam je dan zapiral oči.
Ljudje so nam rekli, nori ste, tako nihče ne živi. Da smo igrali na glas, da ne bi kdo slučajno zaspal. Ljudje pa so rekli, tako pač ne gre, nekoč se bo še kesal. Prepeval na glas, da se je slišalo vse do morja, do Ljubljane in čez, Prizma šiba zares. Do Ljubljane in čez, Prizma šiba zares. Vse to je res. Smo skupina Prizma, poslušate Radioaktivno.